Marjana Brecelj, živijo. Živijo. Ste prišli v Ljubljano iz vaše vasi Grahovo ali ste že ves dan v Ljubljani? Ne, sem prišla iz Grahovega, sicer malo prej, kot sva bili zmenjene, ampak zdaj sem tukaj. Kako je zdaj tam, glede na to, da je to jezero, ki presiha, ne? A je zdaj bil čas, ko je bil leden, ali je bil led na njem, se ljudje drsajo? Kakšna je klima? To je itak fenomen, to Cerkniško jezero, svetovni, tako rekoč. Namreč to je jezero, v katerem lahko ti loviš ribe, lahko plavaš, lahko drsaš, lahko kosiš travo. Trenutno je pa kar dosti vode, bil je led seveda, ker je bilo dosti mrzlo, ampak zdaj je prišla ta odjuga in tega več ni, se pa polni, ker je bilo dosti snega pri nas. In seveda ta sneg se zdaj topi in se to zliva v potoke in te potoki pritečejo v Cerkniško jezero. No, v šoli so nas učili, da je že Valvazor pisal, ne, v tem jezeru in da ga je to odneslo celo v družbo, kraljevo družbo londonsko, ne. Ja. Tudi sem brala, tam živi polovica evropskih vrst ptic, da je to neko res posebno področje. Ja, jaz sicer nisem strokovnjak za to, ampak ja, to je dobesedno, kako bi rekel en ornitolog, raj za ptice. No, ampak je pa tudi neke vrste raj za določene ljudi in zgodbe, ker okrog te Notranjske, ne, in tega Cerkniškega jezera se spletajo zgodbe že od, ne vem, pravijo, da že od antike, ampak danes pa tam živi veliko zanimivih ljudi. Vi konkretno pa živite v hiši svoje mame in seveda tam je bila tudi njena mama, ne. Moram to povedati, ne, gre za Ančko Levar, ki je bila tudi legenda gledališča, ki je igrala s Stanetom Severjem. Tisti, ki imamo radi gledališče, pač nekaj vemo o tem. Vi pa ste tam. Kako to? Ja, kako to? To so stvari, ki se nekako počasi naživijo v človeku. Če bi meni nekdo rekel pred 30 leti ali pa rečva še malo več, 40, da bom jaz enkrat tam živela, bi rekla, da je to popolnoma nemogoče, da je to čista utopija. Ampak tako pride, ne vem, ne znam povedati, počasi smo prihajali za vikend, pa je bilo to malo dlje in zdaj sem pa tam. In moram reči, da to je, kot ste povedali, rojstna hiša moje mame, tam jaz zdaj pač živim. Je pa zanimivo tudi to, da tudi nekateri vaši kolegi iz gledališča živijo v neki bližini, ne? Ja, imam dobro sosesko, ampak oni so priseljenci, jaz sem vse na pol Notranjka, ne. Vedno poudarjam, da sem zelo vesela, da sem samo na pol Notranjka, ker biti čista prav Notranjc ni glih najbolj hvaležna stvar. Ja, dosti jih je, mislim, mojih kolegov so Kavaci, potem je Tomi Janežič, ima tudi tam svoj Brane Šturbej. Skratka, Maša Derganc je tudi tam. Ja, in svojim partnerjem seveda. Ja, to je nenavadno, ne? Ampak tudi sem brala iz zgodovine, da je tam okoli živelo zelo veliko zanimivih ljudi, ne? Jaz sem vas v bistvu želela povabiti že lani, takoj potem, ko ste prijeli nagrado Bert, ki vam jo je podelilo Društvo slovenskih režiserjev in režiserk in vam seveda najprej iskreno čestitam. Najlepša hvala. To pomeni, da ste nekako lahkotno vstopili v novo leto, če se pošalim. Ja, seveda, pa da ne bo izvenelo klišejsko, jaz tega res nisem pričakovala, ker jaz sebe dejansko nikoli nisem videla v tej vlogi igralke na filmu. Moj domicil, če lahko tako to imenujem, je bilo gledališče, ne. Ja, tako da so me izredno presenetili, moram reči, seveda sem tudi zelo vesela, ne. No, ampak vi ste nenehno prisotni prav na filmu, ne? V TV serijah kar v 2 ali 3, ne vem, jaz temu ne sledim tako natančno. Tudi sicer, ne, vi ste kot igralka še vedno tu. Ja, to je res. Jaz sicer velikokrat ponavljam, ne, da imamo mi, igralci, to srečo, da enostavno nas potrebujejo tudi, ko zaidemo v pozna leta. In seveda, dokler lahko in dokler je kakršnokoli povpraševanje, ne, bom delala, sigurno. Ko sem brala o vaši nagradi, ne, kako krasno je žirija zapisala o vašem delu. Ja, zelo lepo. Ja, zelo lepo. Sem se potem spomnila, ne, ker je bil tudi predstavljen film, kjer nastopate, ne vem, ste takrat v gimnaziji ali ste že študentka na AGRFT? Kje? Takrat sem bila stara 13 let. 13 let? No, ja, pri Matjažu Klopčiču, če to mislite, ne? Torej, ta njegov kratek film Na sončni strani ceste. Ja. Kjer greste čez Stromostoje, ne? Ja, z enim partnerjem in ne, jaz sem si ogledala, ne, če lahko to povem.
Jaz sem si ta film ogledala lani na Kongresnem trgu, ko je bil predfilm, mislim, da je bil od Na dokih ameriški film. Ta Na sončni strani ceste je bil nekako posvečen 90. obletnici Matjaža Klopčiča, rojstva. Na dokih pa 100-letnica rojstva, mislim, da Marlona Branda in Eve Marie Sent, ki sta tudi glavni vlogi igrala. In sem si šla to ogledat. In to s svojo hčerko, starejšo in vnukinjo. In seveda, ko se jaz pojavim, se nekaj, to sem pa jaz. In nekako smo zminutirali. Mislim, da pride 7 ali mogoče 17 sekund. Ja, ampak jaz sem tudi potem gledala, kdaj vas bom zagledala. Ja, no, prosim. Ker gre film hitro mimo, ne? Ne, hitro mi je pa človek se malo spremenil v teh, da ne bom rekla kolikih letih, ne, to je pa jasno. No, pa kje je bilo doživetje za vse nas? Zame sploh že takrat. No, pa Matjaž Klopčič je tudi nenavadno posnel Ta čas Ljubljane, ne? Izredno lep. Ta film je res nekaj posebnega, ne? Ta film je res, jaz sem ga zdaj gledala na velikem platnu, to je res omaž Ljubljani tistega časa. To tako diha, res diha tisti čas. Izredno lepo, res. Jaz se seveda spomnim, logično, ne, in tega češkega umetnika, ki je izrezoval profile, ko so čistili čevlje, teh branjev, ki so hodile z vozički na tržnico. Ampak kako je on to posnel, ta okna, ki se odpirajo in potem ta dež, ki pride, zelo lep film, zelo lep, moram reči. In v tem času, ko ste vi prejeli nagrado, so na televiziji tudi zavrteli film Pod njenim oknom. Jaz se spomnim tega filma, da je bil predstavljen tudi na Londonskem filmskem festivalu. Skratka, šli ste po svetu s tem filmom. In ta film od Metoda Pevca je res nekaj posebnega, ne? Prejeli ste 2 nagradi na festivalu celjskega filma in še bi lahko naštevala. Zdaj, če bi jaz naštela vse filme, ker na začetku ste rekli, da sem prvenstveno gledališka igralka, ampak vi ste ves čas tudi snemali filme, ne? Pak v bistvu bi tako, kad je bilo tudi povedano, moram reči, Metod je zelo lepo, se je zelo potrudil in on je itak pisatelj in zna to ubesediti. Kako bi to zdaj jaz prav povedala? Jaz sem nekako bolj prišla v svojih zrelih letih in mislim, da je bila prav ta vloga v Pod njenim oknom prelomna na nek način. Res. To je šele danes, vem, takrat niti nisem to tako dojela. In pa sem seveda dosti sodelovala, ne, moram reči, da sem sodelovala z Janom Cvitkovičem. Šiška deluxe? Ja, to je tudi posebna izkušnja. Pa sem tudi sodelovala v teh serijah, ne. Sicer to je pa tako, ne, to mi vsi vemo, igralci, kdaj mi ratamo razpoznavni. Mi ratamo razpoznavni, ko sodelujemo v kakšni nadaljevanki, ki se gleda, ali pa kakšni reklami. V gledališče hodi bistveno manjši procent gledalcev, da bi nas tam poznal, ne. Tako da ja, razpoznavni ratujemo preko teh medijev, ne. No, ampak tukaj je cela serija filmov, ne, pa ne samo celovečernih, tu so tudi televizijski filmi celovečerni, tu kratki filmi, študentski filmi. Ja, tega je veliko, ne. TV igre, da ne govorimo o radijskih igrah, ta opus je res enormen, ne. Zdaj, prva TV serija je v bistvu bila Čokoladne sanje. Čokoladne sanje je bila prva tovrstna, ki je pol se nekako šlo naprej v Moj, tvoj, najni. Moj, tvoj, najni, Reka ljubezni. Takle imamo pa Reka ljubezni, pa Mostovi in tako naprej. Mostovi. Ampak kateri od teh serij se še vrtijo? A vi temu sledite sploh? Ja, sledim tako, ko srečujem ljudi ali pa predvsem kakšne otroke, naprimer Moj, tvoj, najni se še vrti, absolutno. In celo Čokoladne sanje včasih. Najni Mostovi tudi ne in Reka ljubezni tudi ne. Ampak kakšne so te izkušnje po vsem tem, kar počnete? A so te serije to težko delo v bistvu? Zelo. Kako ste vi to doživljali? Zelo. Poseben ta Reka ljubezni, ne, sem prvič padla v tak način dela, ne. Vse, kar je bilo prej, je bilo veliko, kako bi rekla, ni bilo tako pod presijo časa in ni bilo tako v takih ogromnih količinah, naprimer sekvenc, ki naj bi bile posnete tist snemalni dan, ne. To je bila kar naporna zadeva zame, ne, in nisem imela te izkušnje, ne, in sem rabila, ker je tukaj tudi ogromno teksta in tega teksta se je treba naučiti. Jaz nisem improvizator, ne, jaz to ne znam. In tu so tudi druge generacije, različne generacije, ne. Kaj opažate, ko ste tako sodelovali skupaj, ne? Njihove izkušnje so druge, ker so začeli igrati v drugih časih, ne. Se pozna ta razlika ali ne? Absolutno. Absolutno. Mi, naprimer, nismo imeli pojma, mi tudi nismo imeli na akademiji filmske igre, ne. Vsi nismo vedeli, kako naj se obnašamo, ne.
Zdaj, te generacije so praktično rojene z mobilnimi telefoni in tako naprej. Ampak, kar je pa meni izredno dragoceno, je pa res to sodelovanje s temi mladimi ljudmi. Vem, da me je enkrat nekdo vprašal, kaj jaz njim dajem. Sem rekel, ne, oni meni dajejo. Ta neka sinergija, to je super zadeva. Res, to je pa res najbolj dragoceno. Pa še nekaj, sem jim jaz tudi povedala, sem rekel, pa vi veste, kakšna šola je to. Kakšna šola je biti v eni nadaljevanki. Mislim, tega ti ne more dati nobena akademija. In če jaz igram z nekom in vidim, da on mene gleda, da on mene posluša, da mi sledi, pol tukaj rata neka povezanost, neka kemija in ne vem. No, potem tudi uživate, ne? Na nek način. A seveda. No, kot ste sami rekli, je vaša ljubezen teater in to izhaja še iz vaše okolice. Skratka, gledališče vam je bil tako rekoč na dlani v vašem življenju v rani mladosti. Ne? Absolutno, to je res. Zdaj, jaz sem bila večkrat kot otrok, ker se pač spominjam, v zaodrju, v garderobi. To se odpre cel svet, ene fantazije med kostumi, med rekviziti, med nekim svetom, ki ni realen, ki ni vsakdanji, ne, to ti gre domišljija v nebo. Tako da ja, jaz sem bila zelo zgodaj nekako, ne bom rekla zastrupljena, ampak zasvojena. Začeli pa ste, še ko ste bili študentka, ne, ste že imeli neke možnosti, da ste igrali. Ja, seveda. Se takrat smo zelo veliko sodelovali, ne. Prvo večjo vlogo, kar veliko vlogo odigrala v mestnem gledališču, v Rekrutih in ljubezni. Sem tam odigrala 4 vloge v mestnem gledališču, ja. Ja, mestno gledališče se drži neposredno takrat, AGRFT, akademije, ne. In je bilo v bistvu na drugi strani hiše. Tako rekoč, ja. Ja, tako da sem res začela, tako da bi rekla, da to pa je bila vloga. V drami sem pa tudi sodelovala, ne, ampak v manjših zadevah. Prvič sem pa v bistvu stopila na oder v drami, mislim, da sem bila v 2. letniku ali 3., 2., v Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ko so nastopali dekliči in fantiči. In sem takrat vskočila na mest Mojce Ribič, ki je bila noseča. In tam je pa moja mama igrala baronico, ne. In takrat smo se medve prvič srečali na odru. In to je bilo zelo zanimivo, ker so mi potem kolegi kasneje govorili, jaz sem tam morala tudi zapeti, 4 smo pele, ne, jaz pač nisem glih obdarjena z tem posluhom. Ko smo mi 4 pele, je kao baronici, ne, je ta baronica, moja mama sicer, bila tako stremirana, da je kar v tla gledala, da ni vedela, kaj početi, to so mi pol povedali. Ja, to je bilo najno, v bistvu prvo direktno in edino direktno srečanje na odru. Nikoli pa? Nikoli. Sva bile v istih predstavah, ampak nikoli se nisva srečali na odru. Pa ste kdaj debatirali o tem, da ste tudi vi igralka in da si to želite? Ja, seveda, ampak niso me zelo podpirali in silili v to. Vem, da sem imela celo alternativo na koncu, ko sem maturirala, da grem lahko na akademijo, ampak da odpišem še nekaj drugega. In sem res upisala, to je bolj sigurno, ne, to je bolj... Ja, ampak mama je gotovo šla potem na vaše premiere oziroma na predstave, kjer ste igrali. Ne? Ne. Ni šla? Ne. In zanimivo, nikoli nisva o tem govorile. Oče je videl vse. Oče je itak tudi imel zelo rad gledališče, izredno. Se mu je tudi hotel zapisati enkrat v svoji mladosti, ampak so bile pač druge direktive iz družinske in ambicije, tako da je šel študirati pravo. Ne. Ampak gospod Levar, ki je bil operni pevec, po katerem je vaša mama prevzela ime, je bil tudi svet gledališča, ne? Vse je bilo v... Ja, on je bil v bistvu mamin stric. Stric, ja. On je bil najprej operni pevec, pol je pa prišlo, kakor pač vem jaz, do neke okvare glasilk, da ni mogel več peti in je šel potem v gledališke vode in je postal eden pravzaprav od ustanoviteljev slovenskega gledališča, ne? Kaj pa mama od vaše mame?
Ona je bila pa taka čista prava kmečka ženska. Ker ti levarji izhajajo, mislim, teh levarjev je veliko v Grahovem, naprimer, pa tudi izven, ampak prav te, iz katerih izvira ta moja stara mama, pa moj star stric, jih je bilo še veliko. Oni so imeli gostilno, pol so imeli, nič ni bilo, razen tega strica, starega strica, ki se je potem nekako odločil v smeru v te vode. Tudi vajni hčeri nista nadaljevali vašo pot, ne? Ja, ne, ampak nekako sta v tem sklopu, ne. Umetnosti, no? Ja. Ana je pevka, ne? Ana je pevka, Liza se pa tudi delala v kulturnem domu in skratka sodeluje v galeriji in zelo dober organizator je ona. No, ko ste začeli gledališko pot, ste sodelovali tudi na drugih gledališčih, ne samo v Drami, ne na začetku. Glej, pa Šentjakobsko, pa... Tudi jaz, seveda, ampak to sem pol kasneje, pa v Kranju sem delala. V Kranju sem delala kar dosti, 3 vloge se mi zdi. To je fajn, mislim, greš v eno drugo okolje, srečaš druge kolege. Ker to, da sem jaz prišla, pa ne sem jaz, naprimer, rečemo moja generacija, po akademiji praktično, jaz sem bila 1 leto v svobodnem poklicu, v Dramo, v kateri sem ostala do upokojitve, se tega ni več. In to je vprašanje, če je to dober. No, se spomnim Milene Zupančič, ko je prvič nastopala v teatru v Mariboru, ne? A ste vi tudi kdaj nastopili v Mariboru? Ne, v Mariboru pa nikoli. To je zanimivo, ne, da te dve hiši... Ja, Milena je zdaj imela, to noč sem jo videl, ne? Ja. Pri Janezu Pipanu, ne? Ja. Vem, da je to zelo poudarila, da je bilo prav čas, da je lahko stopila na mariborski oder. Dobro, smo gostovali na Borštnikovem srečanjih pa to, ampak ne, na Mariboru nisem, na Ptuju sem. Na Ptuju je bilo to enih zadnjih predstav gledaliških, ne? Ja, mojih. Ja. Najstarejši obrt. Zelo fajn predstava, mislim, odlično smo se zastopili in dobra predstava, ja. Seveda ne moremo mimo lanskega leta, ne? Skorda ne, kjer nastopate v zadnji premieri Male drame. Predstavi v tej Mali drami, kakršna je, ker take ne bo nikdar več. Nikoli. In Matjaž Zupančič je prav za to priložnost napisal to igro, te igre je konec. Te igre je konec, ja. In tam vam je dal tudi eno od glavnih vlog in jaz sem ga vprašala, kako to, da se je odločil, da vam da to zanimivo, ekscentrično vlogo smrti, ne, ki je pa v bistvu zelo neka taka parodija oziroma ironija na to, da če bo, ker predstava govori o tem, da se bliža komet, in ljudje debatirajo z enim pultom, eni gostilni, zelo različno, eni so zelo skeptični, drugi so zelo panični, tretji se norčujejo, ne, ampak komet se bliža. In zdaj, kaj bo ta smrt počela na zemlji, če bo vsega konec? Če noben več ne bo rabil. Ja, če noben več ne bo rabil, ne. In potem se reka, Matjaž, kako si se to odločil, ne, prav za Marjana, preko zato, ker je ona ena najbolj genialnih igralk. Marja. In je rekel tudi, da na tak način, kot ste vi to uprizorili, da je to pa lahko naredi Marjana Brecelj. Ampak vi imate skozi to serijo vlog, ki sem jih pol prebrala od A do Ž, imate kar nekaj takih zelo tudi s polno humorja in zelo dinamičnih, niso samo te klasične. Videla sem tudi, da ste sodelovali z zelo različnimi režiserji, ne. Seveda jih je nebroj, ne. Tukaj Dušan Ivanović, Meta Hočevar, potem Zvone Šeldbauer, ja, seveda on je bil takrat zelo aktiven. Se spomnim pa, da leta 2010 nekako ste v teh zadnjih vlogah v Totenbirtu, ne? To je pa v vlogi Agate Jurkovič. In sicer v režiji Mileta Koruna, ne? To so bile ene teh zadnjih vlog v tem... V bistvu ta zadnja je bila orkester. A orkester je to je bilo pa zadnja vloga. Čudovita predstava. Naša verzija žal ni dosegla tiste prvobitne, nepozabne z Dušo Počkaj, Majdo Potokar, Mihailo Novak in s tisto plejado igralk tistega časa. No, vi ste bili pač skupina za novo generacijo, ne? In nova generacija bo za naslednjo, ne? Meni se je zdela predstava enkrat. Ne? Ja, hvala. Kakšni so to spomini zdaj, če skole gledate nazaj, danes, kako to doživljate ta vaš čas, vas ta opus, ne? Kaj je tisto, kar skače v ospredje ali pa kar se radi spomnite? Ja, sigurno, kakšne predstave ostanejo res v spominu, to je dejstvo, ne. Drugače pa jaz sem razmišljala o teh stvarih. Mislim, da se mi je večina in v glavnem so se mi dogajale stvari po naključju. In jaz tudi nimam nekega sistema delanja vlog.
Trudim se, da bi bilo to, kar počnem, verjetno. Tako da jaz, kot gledalec, gledam predstave in meni morajo biti stvari verjetne, zgodbe verjetne, čustva verjetna. Potem to nekako zafunkcionira. In tukaj se jaz trudim absolutno, da vse, kar počnem, da je enostavno verjetno. Od tistega dela ali pa komada, s katerim ste diplomirali, ne? To so bile Služkinje, ne? Služkinje, ja. Pa do danes, ne? Ker vi ste vendarle še vedno prisotni na odru. Kaj je tisto, kar se je v vas spremenilo? Najbrž treme ni več, ne? Trema je vedno. Vedno. Trema je vedno in v bistvu je trema zmeraj hujša. In jaz se spomnim, da sem pred leti enkrat vprašala Koruna, sem enkrat poslušaj, kaj je to? A je to večja odgovornost? Ne, v čem je to? Ne, je rekel, veš, to je prvič slabša koncentracija, ne? Pol te nek strah preplavi, da boš prav naredil, ne? In mislim, da bo vsak od nas to rekel, da brez treme ne stopaš na odrno. Seveda ta trema mora biti ustvarjalna, no, to tudi vsi pravijo, ne smete pa hromiti. Ampak kaj je potem tisto, kar vam daje lahkotnost bivanja na odru po vsem tem, kar ste počeli? Kaj pa tisto drugo? Tisto drugo je pa igra. Tisto drugo je pa to, da smo lahko nekaj, kar nismo vsak dan, kar nam je dano, da smo lahko drugačni, da smo lahko mogoče to, kar bi lahko bili, kar bi želeli biti, kar tudi ne bi hoteli biti. Mislim, da je to, ja. Pa bi še sprejeli kako zelo naporno vlogo, ki bi morali veliko študirati. Si tega še želite? Zdaj nekaj je želja, nekaj so pa možnosti, ne. Rada bi ostala v realnih okvirih svojih zmožnosti. Zdaj, če vprašam, kdo so vaša generacija kolegov, igralcev, igralk, režiserjev, ki ste bili isti letni, ki ste začeli študij na AGRFT-ju? Z Mileno so bili sošolke, ne. Tle so bile še druge kolegice, Majda Grbec, Metoda Zorčič. Od fantov praktično ni več nobenega, Janeza Vajovca ni več, Vladimir Šav tudi ne. Pa smo mi prišli v Dramo v obdobje, ko je bil neke vrste bojkot slovenskih režiserjev in smo delali s tujimi režiserji. Mislim, da nas je kar precej prišlo takrat v službo. In takrat smo mi naredili eno predstavo Moliera, improvizacijo v Versailles in Skapenove zvijače. Nepozabna, to je bila moja prva predstava. Tle je tudi seveda Boris, kako se temu reče, o pravem času dobil pravo vlogo in je res zablestel. To je bila taka predstava. Odprla so se vzadi vrata, ne, v Drami, ven, oder se je odprl in smo mi prišli s ceste noter, snežilje zunaj, ti, ki so gledali, ne, so bili čisto fascinirani in je not prišla v ta kraljevi dvor ena obubožena igralska skupina, ki je pa zdaj Ludviku 14 mu nekaj zaigrala. Ta predstava mi je tak temeljni kamen spomina na moje delo v gledališču. In mi smo pa gostovali enkrat s to predstavo v Moskvi in vedno smo šli potem enkrat kupovati neke plošče v eno ogromno trgovino in pride en človek k Borisu in mu čestita za predstavo. To pa je nekaj, veš, da ti nekdo sredi Moskve, da srečaš človeka, ki si mu pustil nekaj, tam nekje na drugem koncu. Kaj pa drugi spomini? Naprimer, nekaj so čustva, ki jih morate zaigrati, nekaj ste pa vi kot osebnosti, ne? In zdaj me zanima, če so bili kakšni prelomi v življenju, karkoli, veselje ali žalost ali pa kaj drugega, kako igralec to doživlja, ko mora tisti večer nastopati v vlogi, ne vem, pač svojega lika in ga nekaj pretrese v življenju. To pa res ni lahko. To ni lahko. Sej preklopaš, seveda, ampak nekje od zadaj je zmeri to. Ni lahko, to se mi je zgodilo. Pa se potem to izgubi od žene stran in se lahko na novo zažene. Včasih razmišljam, koliko se to čuti, ne? Koliko to gledalec čuti. In koliko vas lahko ena vloga osvobaja od tega, kar... Sigurno, to je odmik, ne? To je odmik. Ampak seveda, ko je tega konc, si že spet noter, ne? Ja, to te odmakne, seveda se ti ne moreš po 2 tirih pelati, to je nemogoče. Neko svoje čustveno stanje osebno in potem neko vloge, to ne gre. Pol ena prevlada in na odru prevlada vloga, to je sigurno. Zlasti, če je ansambl velik, nekaj se moraš odzivati kolegom. Ne, to absolutno mora funkcionirati. To pol pusti v človeku malo
mal sledi. To lahko tudi traja nekaj mesecev. Lahko tudi toliko traja, da ne pozabiš tega. Ne? Ni več to, kako bi rekla, živo, ampak pozabiš pa ne. In vedno me je vznemirjalo to, ko so bile kakšne ponovitve po enem ali po 2 letih, kako obnoviš ta tekst, ki je nekoč bil v tvoji glavi, potem pa vmes igraš druge vloge in kar nekaj se moraš vrniti na ta primarni tekst neke predstave. Ne? A je to težko? Zdaj bom direktno odgovorila. Smo dobili termine, kdaj bomo obnavljali to predstavo, te igre je konec. Zadnjo predstavo smo igrali maja meseca. In naslednja premiera, takrat, ko je bila, ampak to smo igrali 11 predstav in je bilo konc. Takrat je bilo konc z vsem, z dramo, z vsem. No in zdaj bomo igrali ponovno februarja. Ja, jaz sem glih včeraj odprla tekst, ne. No, bomo imeli 2 obnovitveni vaji, seveda. Treba kar vsak dan odprti ta tekst. Mislim, jaz itak, to je pa dejstvo. Z leti pa rabiš absolutno več časa. No, zdaj ste omenili ta tekst, ta obnovitveni tekst, to predstavo, ki se je res izredno veselim in ne bom šla absolutno še enkrat gledati. Kaj vas pa sploh čakaš v tem letu? Ne? Zdaj smo šli na začetku, vi ste moja prva gostja. Aha. Ja, ne, nič tacga posebnega, nič usodnega. Saj sem rekla, jaz verjamem v naključja. Do zdaj je to moje življenje bilo v glavnem prepleteno z naključji. No, pa te serije gledamo, ni pa nadaljevan snemanj teh serij. Ne, to ne vem, mislim, da smo rekli ljubezni 200 nadaljevanj naredili, ne vem. Ne, zdaj imajo druge, saj prav, da pridejo druge zgodbe na vrsto, saj to je prav. Mi smo premajhni, da bi se kar naprej ponavljali tudi eni in isti ljudje. Saj to ni več zanimivo. Po moje, saj sem tudi gledalec, jaz rada gledam naše stvari, res. Ne grem vse gledati, me pa zanimajo stvari. Zanimala me je tudi ta nova lokacija drame, to me je zelo zanimalo, moram reči. Ko sem šla z veliko skepso tja, nisem vedela, nekje sem, nekako sem tja prišla. Kakorkoli je, to je ni primerljivo, ampak to je gledališče. To je gledališče. In meni so rekli ljudje, ki so bolj svetovljani, da v Ameriki je večina teh gledališč na tak način v teh halah. Danes. Ja. Boste šli na premiero za Narodov blagor Ivana Cankarja, Vito Taufer, režiser? Ja, bom šla. No, potem se tam srečava. No, me veseli. Zelo me veseli, Marjana Brecelj, da ste bila nocoj moja gostja v oddaji Po tetru spleta dež in jaz se veselim vsaki vaši nakdani ponovitvi ali novi vlogi in vam želim vse najbolje. Najlepša hvala tudi za povabilo, luštno je bilo. Lahko noč. Lahko noč.